Izidor imenuje te muzičarje entuzijasti. Seveda. In ta entuzijastična energija je tisto, kar dela ta projekt nekaj posebnega. In seveda tudi originalna glasba, ki je ponekod bolj predvidljiva, ponekod pa tudi izredno inovativna. V simboličnem orkestru je kar nekaj samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, tudi nekaj godalcev se v zadnjem času odločilo zaprositi za ta status, tako da v prvi vrsti iščemo samostojne ustvarjalce. Mnogo je študentov in učiteljev glasbe. Torej, to je baza našega delovanja, zato ker orkestrski glasbeniki, ki delajo v orkestrih, so prezaposleni, da bi se lahko privoščili kontinuirano delo in vse to, kar to naše delo zahteva. Pa imate vseeno mogoče čisto vedno isto postavo ali gre za kakšne zamenjave? Ne, delamo na tem, da bi bila zasedba dosti, kolikor se da, stalna, ampak vedno 2-3 se zamenjajo. No, zdaj pa, ko smo govorili toliko že o vsem tem, ravno par dni nazaj smo pa zvedeli, da je naš klarinetist Goran Bojčevski, ki je med drugim tudi ponosno predstavljal slovensko kulturo, igral kompozicijo za orkester in solo klarinet Neže Buh v Franciji in še nekaj prav solo skladb, in ki ima ogromen opus izvedenih slovenskih del, dobil zavrnjeno prošnjo za status samostojnega ustvarjalca na samostojnega kulturnega delavca Slovenije. Tako da mislim, da lahko zdaj že z gotovostjo trdimo, da smo dokaj nezaželjeni, da je naše delo dokaj nezaželjeno v uradni kulturi. In mislim, da bi bil pravi čas, da se razpoznajo kvalitete, ki presegajo obzorje ustaljenih glasbenih institucij tudi v uradni kulturni politiki. Danes imate kakšne padalce, goste, kakšne Mariborčane? Dva izvrstna glasbenika, Matjaža Stošiča, ki je tudi skladatelj, avtor ene skladbe, ki jo izvajamo, flamenko kitarist, in Damir Mazrek na tolkalih. Ona dva sta mi vedno bila, če sem le imel urco časa v Mariboru, sem se dobil z njimi, pa šel na kakšno vajo, jam session, in nikoli nisem vedel, kako jih uporabiti. Potem ob tem nastopu na podelitvi Evropske knjižne nagrade v Franciji, kjer smo potrebovali glasbo značilno za 11 evropskih držav, smo dobili to priložnost, da smo jih povabili zraven, in zelo, zelo sem vesel, da lahko ta dva glasbenika, sploh Matjaža Stošiča kot avtorja tudi te glasbe, predstavimo tudi na Velikem odru Lent festivala pred domačo publiko, ker jih v domačem okolju ne poznajo dovolj.
Kako tega mahajočega dirigenta sploh lahko folgate, spremljate? Isidoru Leitningerju so recimo simfoniki RTV Slovenije vsakodnevno med pauzami izrekali pohvale in čestitke in koliko je pa to zdaj drugače in boljše in koliko se zdaj lažje da igrati in tako. Pač tu gre za žanrsko razliko, ne? Pač glasba institucionalnih orkestrov je v ritmičnem smislu zanemarila, kar se je zadnjih 80 let ali pa 100 let dogajalo v ritmu od džeza pa potem preko popularnih stilov do sedanjih elektronskih drum and bass ritmičnih struktur. Isidor Leitninger pa je dodobra seznanjen s tem, kaj pomeni sodobno ritmično igranje in to vnaša tudi v orkester. Je velik vodja, velik glasbenik in želim si, da bi bilo sodelovanje z njim tem daljše in plodnejše. Zdaj pa se TeraFolk štulja k tebi. Kaj to pomeni? Ja, ne, jaz mislim, da je prav fajn. S TeraFolki smo v bistvu že ene dobre 2 leti nazaj naredili ta podoben projekt za glasbeni september. Pol je stvar malo zamrla, kar se tiče simboličnega orkestra, zdaj se je pa najdlo dovolj entuzijastov in smo naredili en zanimiv repertoar skupaj in priredbe TeraFolk kompoziciji, ena moja kompozicija pa še kaka se najde in energija, dobra energija mladih glasbenikov z preizkušenimi formulami TeraFolka in stvar je sila zanimiva. Ful se jim da, no, skratka, no, včasih naletiš na kako ekipo, bi rekel profesionalno, pa je mogoče malo ni toliko energije, ampak to je pa res fajn ekipa. Kje živiš, še vedno v Franciji? Še vedno, nisem me še izgnali, kljub temu, da je nov predsednik, sem še vedno tam. Kaj pa so tvoji projekti tam? Moji projekti tam so nova plesna predstava za Nathalie Pibelier, za Pen Theater, kjer delam, se obeta produkcija zdaj avgust-september na Haitiju. Drugače pa Salsa Band bo izdal še naš nov CD in bo kar pestro. Korošcem si pa nogo dal? Kjerim Korošcem? Tvojim domačim? Radlčanom, ne. Pridem k mami še na juho, kdaj pa kdaj. Kaj pa muzika? Ravno včeraj smo imeli eno zanimivo koprodukcijo Brass Band Radlje in pa No Water Please, ki se bojo tu predstavili tu na Lento in je zadeva sila dobro uspela. Spraševala o tem, koliko ste politično angažirani, nisem v bistvu ciljala na strankarsko politiko, ampak na splošno, tako filozofsko. To pa je res. Če pa je kje možno ljudem skušati predstaviti, da imamo pač kakšne predsodke, ne, pa da sem, ne vem, da sem tudi jaz mislil pred 20 leti, pa kaj ti begunci, tam si satelitske antene gor obešajo, pa tak, ne, da pač je čas, da kdaj spremenimo svoje mnenje in da vidimo, da mogoče stvar ni samo taka in da se borimo za pravico vseh in da nehamo ločevati na te in na one, sploh pa da upoštevamo ustavno pravo, ki ga imamo, kajti to je naša osnovna vrednota. Ne bi slučajno komu kdaj na pamet padlo, ne? Da smo mi umetniki. Kaj? Zakaj se mi smete? Ker sem kupil hlače v gejovski četrti Mrdvida? Ha? Umetniki nismo, smo pa kulturni.